V novomeškem kulturnem centru Janeza Trdina je bila tokrat na sporedu prava poslastica za ljubitelje umetnosti. 4-letni časi beneškega skladatelja Antonija Vivaldija so brezčasna umetnina, ki je dediščina vseh prebivalcev našega planeta. Simfonični orkester RTV Slovenija je kot stalni gost kulturnega centra Janeza Trdine to umetnino predstavil pod vodstvom koncertnega mojstra Benjamina Cirfogla, ki je nastopil tudi kot solist. Vedno je lepo s kolegi igrati klasike, še posebej, ko lahko to počnemo več kot enkrat ali dvakrat zapored. Tako da smo zelo zadovoljni, ko lahko tukaj igramo 3-krat. Vsakič, ko jo igramo, je malo drugače, malo bolj zanimivo za vse in najboljša stvar pri glasbi je to, da tudi klasike nikoli ne zastarijo. Izvedba enega od najpopularnejših glasbenih del nasploh je bila dopolnjena s poezijo, izbrano iz za Slovence prav tako brezčasne zbirke Pesmi 4 v interpretaciji Jureta Ivanušiča. Mislili smo, da so 4-letni časi sami po sebi zanimivi, ampak ljudje jih že poznajo. Stare stvari, ki so dobre, tudi ostanejo dobre, a potrebujejo osvežitev. Poezija je pa govorjena glasba in zamislili smo si, da bi to skupaj lahko bilo zanimivo. Sivina, gole veje, zgrbljen starček sred poti, hlad in praznost, prsi grejele spomin nekdanjih dni, mračna soba, na blazini bledi materin obraz, v tišini topli, ožajoči glas. Gresta, gresta po ravnini, zlati vitez, črni škrat, tam v daljavi, v mesečini, na višini, sinji grad. Kako pa je poezija sicer všeč našemu sogovorniku? Rad jo prebiram, seveda predvsem nemško, saj razumem jezik. Upam pa, da kmalu začnem prebirati tudi slovensko, prej pa moram narediti še marsikaj za razumevanje jezika. Simfonični orkester RTV Slovenija je nastopil kar 3-krat v 2 dneh v Trdinovi dvorani Novomeškega kulturnega centra. Dvorano že dobro poznamo, večkrat smo že igrali tukaj, prvič pa sem imel ta privilegij, da nastopim kot solist. Lepo je, kot grški ali rimski amfiteater in užival sem v nastopu. Tudi občinstvo je bilo zelo odzivno in to je za nas glasbenike najpomembnejše. Solističen nastop pa je vseeno nekaj drugega kot tisti, v katerem si del orkestra. Seveda je drugače, če igraš sam ali pa z orkestrom, ampak mislim, da z nekaj leti izkušenj igranja z ljudmi, ki jih že dolgo in dobro poznaš, po veliko vajah nervoza izgine, kolikor je to možno, dokler ne ostane le še tista iskrica, ki poživi končni nastop. Lively in the end.